Tako, prva naloga, ki se jo bomo lotili, bo tale. Funkcija f je dana s predpisom. F od x je x na kvadrat plus 6x plus 1. Izračunajte, za katere vrednosti spremenljivke x je f od x enako f črtica od x. Takole, se pravi, imamo eno funkcijo. F od x je x na kvadrat plus 6x plus 1. In zanima jih, ne, f od x je enako f črtica od x. Pravi, kdaj se to zgodi? Ok. Zdaj, z odvodom je povezan prvi del naloge, se pravi, treba je izračunati, koliko sploh ta f črtica od x je. F črtica od x je zdaj odvod od x na kvadrat je 2x, plus odvod od 6x je odvod 6 prepišemo, odvod od x je 1 plus nič. Se pravi, f črtica od x je 2x plus 6. Tako, in zdaj naloga pravi, da bi si želeli, ne, da najdemo, kdaj je to enako. To pomeni enačimo. F črtica, f od x je zdaj x na kvadrat plus 6x plus 1. F črtica od x je pa 2x plus 6. In dobili smo eno enačbo in nas zanimajo seveda x-i te enačbe. Dajmo zdaj vse to na eno stran, se pravi x na kvadrat plus 6x plus 1. Ker je tukaj x na kvadrat, bo po vsej verjetnosti kvadratna enačba, ne? In zato je treba dati vse na eno stran, ker se tako rešuje kvadratna enačba. Je enako nič. Zdaj pa bom jaz takole malo bolj tole naprej pisala. Zdaj pa dajmo zložiti tole po vrsti. X na kvadrat, 4x minus 2x, mislim 6x minus 2x je 4x, potem pa 1 minus 6 je pa minus 5, je enako nič. Tako, zdaj pa imamo eno kvadratno enačbo. Imamo dva načina, da rešimo to enačbo. Prva možnost je, da gremo po formuli za kvadratno enačbo, izpišemo ABC, dobimo x1, x2. Druga možnost, ki je veliko bolj elegantna, hitrejša in učinkovita, če le znamo, je pa, da tole razstavimo. In mislim, da se bo dalo. Damo na 2 oklepaja, x pa x za vsakega. Če to ne znate, si nujno pogledajte Vietovo pravilo. Tako, zdaj pa dajmo tole, ne. Tole moramo dati na množenje. In imamo zdaj eno možnost. 1 krat 5, se pravi imamo števila 1 pa 5. In moramo zdaj iz tega dobiti plus 4. To pomeni, da bo plus 5 pa minus 1, kar je nič. In rešitev enačbe. Zakaj je bilo zdaj potrebno? Da dobimo množenje. In pri množenju veste, če je eden izmed faktorjev nič, potem je celotni izraz nič. In kdaj je tole nič? Tole je nič, ko je x1 enako 1. Se pravi, prva rešitev x1 je 1 in druga rešitev x2 je minus 5. Ker če je minus 5 plus 5 je nič, pa dobimo res rešitev enačbe. Tako, in to je zdaj rešitev te naše prve enačbe. Kar taka kompleksna nalogca, primerna za maturo. To je konec. Če rabiš več, na ninarazlaga.si, prosim, naroči se na moj YouTube kanal, tule. In pa, če bi rad kaj prispeval za ta projekt, spodaj je vpis, sprejmemo, ni da ni.